Drage gledalke, dragi gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Dober dan, dobri ljudje. Naša tokratna gostja v mesecu praznikov, svetlih praznikov, v mesecu decembru, pa še tudi preko v novo leto, v mesec januar, morda še kaj v februar, pa je zbiralka ljudske dediščine, slovenske ljudske dediščine, profesorica Dušica Kunaver. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Dobrodošli med nami. Dober dan. Gospa Dušica, prispeli ste danes iz Ljubljane, ste dobro potovali? Ja. Sem potovala z vlakom in je bilo udobno in krasno in zelo z veseljem sem prišla. Kam segajo začetki vašega zbirateljstva slovenske ljudske dediščine, glede na to, da ste anglistka, ne? Ja, nenavadno je pravzaprav zelo. Samo jaz imam očeta takega domoljuba, bomo rekli, en krašovski, ki je bil tudi Maistrov borec, recimo, med drugim en tak domoljub. Pa ravno, ko sem učila angleščino, a veste, res tudi danes bi rada mojim mladim kolegom to povedala, kako se da obogatiti pouk tujega jezika, če prineseš vsebino domačih vrednot. Poglejte, so meni recimo nagajali v šoli otroci, pa sem rekla, saj tudi meni gre ta butasta slovnica na živce. Potem vam bom pa povedala, kako so vile naredile Blejsko jezero, kako je povodni mož najdel. Pa ste jih pritegnili, ne? Pa kako, nehajo dihati, poveš jim nekaj lepega, domačega, tudi lahko v tujem jeziku, ampak se prilagodiš. Ampak poglejmo, on bo se nekaj naučil o svojih dragocenostih, nekega dne naj to enemu tujcu pove, se to je tudi narodna dediščina, se to gre tudi za turizem, gre za trženje, če tako grdo besedo uporabljamo, naravnih in kulturnih vrednot. In ko bi to vedeli danes, poslovneži, politiki, vsi tisti, ki imajo s tujci opravka, bi bilo zelo dobro za nas. Ljudska dediščina na Slovenskem je izjemno bogata. Ja, neizmerno. Najbolje, da kar začneva nekje, mi smo tukaj pripravili slovenske domačije, da si malce ogledava, kje naj bi se vse to dogajalo v starih in prastarih časih na Slovenskem. Ja, dragoceno je bilo, ravno zdajle nama je padel ta koledar, ki gre sicer v naslednje leto, ampak že iz domačij, ki si jih bomo zdajle ogledali, vidimo, poglejmo, v naši deželi je domačija, noša, muzika, značaj ljudi neverjetno usklajene. Gorenjska skače. Skačejo gore, skačejo, špičaste so strehe, lesene so strehe, špičaste so gore, smreke, špičaste, vse pa skače. Vode skačejo, slapovi skačejo, polka skače, valček skače, zlate verižice na gorenjski noši. To je posebna značilnost Gorenjske. To je značilnost Gorenjske. No, recimo, to je zdaj že slamnata, ampak to, da si ogledamo, kako, no, poglejmo tukaj, če smo zdaj v alpskem prostoru. Spet te dragocene skodle našega človeka, ki je neizmerni mojster obdelave lesa. Ampak povsod vidimo nekje isto pokrajino. No, poglejmo, recimo, kaj zna človek narediti iz lesa. Če gremo mehanizem mlina, mehanizem lesene žage, da ne govorimo o kozovcih, o izdelkih ljudskega genija, to so bili nepismeni ljudje. Najpomembnejši elementi slovenskega ljudskega izročila je vendarle les, eden od tistih, ne? Ja. Kakšne, no, če mimogrede, ko smo zdajle pri enem mlinu, kozovc recimo v svetovnem merilu,
Glejmo, zelo malo je izdelkov človekove roke, ki bi dosegli najboljšo obliko in bi se nehali razvijati, to je kozolc. No, glejte, zdaj smo pa že čisto v drugih pokrajinah. Viničarska hiša. Viničarska. Poglejmo zdaj, kako je to drugačna. Ne boji se gorenjskega vetra, ne kraške burje, pokrita je s slamo, tam nekje bo ena štorklica gnezdila. Ljudje čisto drugačno. Glejmo muziko drugačno. Pojdem na Štajersko, gledat, kaj delajo. Čisto druga od gorenjskega, jaz pa pojdem na Gorenjsko, čisto druga muzika, bolj druga. poskočna. No, poglejmo, tukaj smo spet v teh krajih. No, tudi ta znanje, ki se nevarno izgublja. Kdo bo znal še danes narediti slamnato streho? In te skromne domačije, če pa vzameš, kako je čista, kako je vsako leto prebeljena, kako je skrbno varovana, koliko pridnosti, no, in smo že na Krasu. Kraška hiša je trdnjava. Vsaka kraška hiša je trdnjava. Če vzamemo okrog sebe, ima kamnit zid, borjač, zaprta kolona, vse je kamen, samo kamen, pa trmasti kraševci trdi. No, spet smo na Gorenjskem v špičastih gorah in smrekah in strehah. No, tukaj smo v Trubarjevi domačiji, no, poglejmo, no, zdaj smo pa na dolenjskih prostorih, spet mlin, kamnita hiša, kakšno dragocenost, viničarska hiša, spet smo tukaj prostora dosti, na Štajerskem je Prekmurska, Prleška. Tukaj je prostrana, recimo ta Gorenjska gre v špico, ta pa gre v širino, povsod je rožice, kako je naš človek ljubitelj lepote, kakšen estet je naš človek. No, tako da v teh domačijah je ta starosvetna slovenska vas živela in dihala 1000 let pod tujo oblastjo, 300 let Turkov, 300 let kmečkih buntov, preživela vse vihre in viharje in do današnjega dne prinesla tisoče, 10 000 šek in pesmi in pripovedi. Če se osredotočiva na mesec december, na Lucino smo že posejali žitna semena v plitve posodice, da bodo vznikla do Božiča, da bomo imeli lepo zeleno božično mizo. Lucino tudi pomeni neki vremenski mejnik, kaj ne? Tako. No, vsekakor je treba na Lucino začeti v nebo gledati, zato ker 12 dni od Lucije pa do Božiča napovedujejo vreme za prihodnje leto. No, 13. potem veš, kakšen bo januar, potem 14. februar in tako da to so sigurno na izkušnjah stoletij zgrajeni pregovori, ki naj bi držali. Dokler ga človek v današnjih časih ni preveč porušil ravnotežja. Predtem je bila še Barbara menda, ne? Ja, no, zanimivo. Barbara, ne bi pa na Barbarino 4. decembra pa odrezali eno vejico sadnega drevja, zato da bo na božični mizi se lepo razcvetela. Poglejmo, naš človek je poljedelec, čaka pomlad in na božični mizi bo kaljeno žito, ko mu bo reklo, nič se ne boj, poglej, zunaj je sicer led in mraz, ampak na mizi že kali žito in poglej tamle vrsti češnica pa slivica, kmalu bo pomlad. Med našim ljudstvom so 3 praznični večeri v letu, ki se preprosto imenujejo božiči ali 3 božiči. Kateri so in kaj je morda skupnega vsem 3? No, tudi to je zanimivo, ne? Da ljudstvo pravzaprav ne ločuje, kaj je pomembnejše pa kaj je manj. Recimo svet večer, Silvestrov večer, pa večer pred svetimi 3 kralji. To ne bi bili 3 božiči. In tudi obredja, ker poglejmo, ta res obredje je prava beseda.
so se ponavljali skozi vse te 3 božiče. Vsakokrat je treba blagosloviti domačijo, poškropiti jo z vodo, vsakokrat je bilo treba pokaditi z lesom. In poglejte, že takoj pridemo v davno, v tisočletja staro kulturo. No, les in voda sta najpomembnejša. To pomeni ogenj in voda, a ne? Če rečemo, les je ogenj, največja očiščevalca. In pa neizmerno bogastvo v lesu. Glejte, jaz bom šla zdaj potrkati po lesu. Kaj pa delam? Ti dobri, stari lesni duh, spudi se pa name, pazi. Ne vemo, koliko 1000 let živi lesni duh v lesu. Ampak to gre v našem praspominu, ga ima cela Evropa. Isto bo naredil Nemec, Francoz. To gre prav za evropski, tako da vse te stare šege so dragocene tudi potem, ker imajo za seboj tisočletja stara izrečenja. In še zmeraj žive, ne? In še zmeraj žive, v tem je dragocenost. Torej, 3 božiči, so jaslice, božično drevo značilni za slovensko ljudsko izročilo? Ne. To je uvoženo. Mi, naša tale domačija, ker so si jo zdajle gledala, pozna bohkov kot. In okrašen bohkov kot, v zelenju. Smrečica z vrha dol je običajno visela, ampak v zelenju mora kotič biti, vsa se hiša veseliti. In so tisti mali kotič okrasili z orehki, pa so pozlatili orehke, pa tudi recimo ena izjemna kultura je pri nas papirnate rože iz krep papirja. No, ampak tudi to ni starejše, rečemo, kot 100 let, ne. Če pa gremo nazaj, z štorški, orehki, okrašen bohkov kot, ampak božičnega drevesa in jaslice še po 1. svetovni vojni naša vas ni poznala. Kakšne pa so bile nekdaj, pa tudi danes priprave na božič, priprava jaslic, peka kruha, kruh, potica ima posebno mesto, kaj ne, v času božiča. Kako se je pripravljala božična miza? Silno slovesno. Glejmo, no, ko ste omenili kruh, peka kruha. No, moj oče je iz najbolj revne kraške domačije, 9 sestradanih otrok. Ampak recimo, ko sem bila jaz kot otrok, sem tam še te stvari doživela, res v tistem starosvetnem stilu, ker je bil še kot v črni kuhinji visel iz stropa in sem pasla krave in vse. Mislim, zelo lepo otroštvo sem imela. Ampak poglejte, ko je moja nona šla peč kruh, je ona postala svetnica. Ona si je oblekla v belo ruto, bel predpasnik, ona je to tako svečano. Ena uboga kmečka žena, ki je toliko lakote skozi dala. Zanjo je bil kruh svetinja. In mi smo vsi to vedeli. In kadar je božični kruh, ko je iz peči vzela, ko je dišalo, ko smo otroci, moji bratranci in vsi okrog sedeli in tisto pojni duh, to je bilo praznično dejanje samo na sebi. No, potem poglejmo priprava jaslic. Naš človek je neverjetni umetnik. V lesu, v glini, pa ne vem, če lahko se mu kdo primerja. Pri vsem tem so pa jaslice svet, ki ga pozna. Ve, kaj je kravica, ve, kaj je ovčka, ve, kaj je štalica. In ta, bi rekla, ta tiha tekma, kdo bo lepše jaslice, pa mah nabirati, pa to. No, tako da te priprave na božič so en zelo lep del praznika, takega v ljudskem doživljanju. Božična miza je bila nekdaj tudi polna starodavnih čarov. Lahko naštejete nekaj predmetov, ki so bili na božični mizi, ki so prinašali zdravje, srečo, dobro letino. To je bilo značilno, ne? No, to je krasno vprašanje. Predvsem zato, ker postavlja našo, bi rekla, ljudsko dediščino zares v tisočletja staro. Poglejmo, predno se je Evropa delila na slovanske, romanske, germanske jezike, je bila tudi jezikovno isti prostor in ta davna dediščina. No, poglejmo te predmeti, ki so imeli neke davne čare. No, najprej kruh. Zdaj pa je tako. Dragocenost božične mize je tudi v tem, da je v vsaki vasi drugačna.
In si točno vedel, zato imamo mi nešteto všek, ker ima vsaka vas svoj glas. Ampak poglejmo, vedno obvezno je bil hlebec kruha. Zdaj ta božični kruh je spet v vsaki vasi drugačen. Ali so ga pekli enkrat za 3 božiče, ali so ga pekli 3-krat za vsak božič posebej, ali so ga pekli enega za družino, enega za živino, ker košček kruha je dobila vsaka živa glava pri hiši. Piščančki, kučki, mucke, prašički, piščančki, vsak. Kot blagoslov. Kot blagoslov in kot, poglejmo, naš človek je, naša kmetija, ne glede kako je bila revna, je bila gospodarsko neodvisno kraljestvo. Doma pridelana hrana, doma pridelana obleka, doma narejeno orodje, doma narejena hiša, vse doma. Ampak nikakor ni bilo to mogoče brez živine. Volk je oral, konj je vozil, prašiček, vsak je imel svojo vlogo v tem skupnem. In ko je to tak lep praznik, bomo zdaj vsi dobili košček tega blagoslovljenega kruha. Ta kruh je čarov, same čare. Če si ga dal za kljuko, je copr odganjal, nobena čarovnica ni mogla v hišo. Če si ga dal za tram, strela ni udarila v hišo. Če si ga prihranil, ko je bila bolna živina, je živino pozdravil. Potem ofnane rane, kot so rekli, odprte rane s tistim kruhom. Samo zdravje in srečo, če si ga dal med semensko žito, je bila dobra letina. No in potem je pa še cel kup obveznih predmetov, recimo srp. Kadar je prišla nevihta, je bilo treba srpom, s tem žegnanim srpom, groziti oblakom, da ne izbežijo. Naš človek je ukrepal, on je bil del narave in ni držal križem rok, da bo zdaj prišla nevihta. Potem je bil recimo velikokrat je bilo pod mizo celo plug, zato da bo oranje srečno. Pa je bila recimo golida za mleko, da mleka ne bo premalo. Pa je bil vrt z vodo, da ne bo vode ne sme biti ne preveč, ne premalo, ne sme biti ne poplava, pa ne suša. In te so bile tudi kazensko, poglejmo, vse te ljudske šege so se obdržale stoletja, zato ker če nisi, je bil kaznovan. Poglejmo čisto eno kratko zgodbico iz Solčavskih gora. Če je šel en potnik, se je šel po gorah, poleti pa je bil truden in lačen, pa je gledal na drugi strani doline ovce pa krave. On bi rad mleko pil. No in se je čudni skrivnostnež pojavil in rekel, bi rad mleko pil. Ja, ga boš kar pil. Pa sta na drugo dolino gledala. Pa je bil temen štor in ta skrivnostnež je sekiro zasadil v štor in rekel, zdaj pa molzi topol te sekire. No, ta prestrašeni popotnik je molzil, konega te bi teklo mleko. Je rekel, ti skrivnostnež, vidiš, gospodar teh ovac na božično mizo ni položil vsega, kar zahteva izročilo njegovega deda, zdaj pa celo leto jemljem njegovim kravam mleko. In zdaj, če nočeš, da bo še tvojim kravam nekdo jemal mleko, boš pazil, se boš držal izročila. Ja, izročila. Torej, če se vrneva k božični mizi, božična miza je bil nekak domači oltar, bi lahko rekli v tem času, ne? Ja, res oltar. V mnogih vaseh se je bilo tako celo, da sploh družina ni jedla pri mizi, ker je bilo pač to božična miza in so tam pri peči jedli tako, da v vsem božičnem času se reče do konca, do 5. januarja, ko je bil zadnji božični večer. Torej nedotakljivo. So sami blagoslovili in so verjeli, da ima to moč. Ja, to je bil oltar. Tudi recimo kruh pod prtom, a ne podprtnik, no v različnih krajih ima različna imena, ampak to je bilo in se je rezalo samo takrat, ko je bil božič. Eden od 3 božičev. Kruh je vedno najpomembnejši del vseh praznikov, kaj ne? Ja. Božiča še posebej. Ja.
predvsem pa vseh slovenskih praznikov. Sam poglejmo, vsi slovenski prazniki so z kruhom opredeljeni. Ali je to božični kruh, ali je velikonočni kruh, ali so pustne pecivo, ali je svatovska pogača, ali je krstna pogača, in tudi višek praznika. Višek božiča je, ko se reže božični kruh. Višek svatbe je, ko se reže svatovsko pogačo. Vedno je to najpomembnejše. Kakšen pa je bil sveti večer v starosvetni slovenski vasi? Seveda vemo pri tem, da ima pri nas vsaka vas svoj glas, kot pravimo, pa vendar, kaj je bilo skupnega vsem svetim večerom v vsaki vasi? Ja, poglejmo, ko se začne večer, večere so zelo skromne, celo postne. In v vsaki vasi točno se ve, ali bo močnik, ali bo hruškova voda in se bo držala gospodinja tega. Zato, ker to je tudi spomin na tega, ker sta tudi Jožef in Marija takrat tavala brezdomca. No, potem se začne ta obred žegnanja domačije, se reče, se kadi s kadilom in poglejmo, to je dejansko sveti ogenj. Večinoma so oni prihranili žegnan les iz cvetnonedeljske butare. Ker ta žegnan les, tudi cvetnonedeljska butara je spet sama na sebi eno celo izročilo. Se točno ve, kateri, ali more biti dren, ali more biti mačica, ali vsaka ima spet svoje čare. No in so vrgli potem na ogenj, pa smolo od drevesa in se je tudi, potem so pa spet kropili, ali z vejico od pušpana, ali z vejico od smrekce, spet od vasi do vasi. In spet je bilo vse, to je po protokolu, najprej gospodar, potem gospodinja, potem najstarejši sin, potem mlajši in potem dedek in babica in vse. In se kadi in se škropi in se blagoslovi hišo, hlev, kaščo, vodnak, vse. Kako pa so bile razdeljene vloge v družini? Zakaj je morala denimo pred svetim večerom poskrbeti gospodinja, zakaj gospodar, zakaj otroci? Ja, točno se je vse vedelo. Poglejmo tudi ta en nepisan red, ki je veljal v hiši. Da recimo, tudi poglejmo, to ni šlo samo za praznik. Kdo ti kruh reže? Kdo ti kruh reže? Si točno vedel. Ali gospodar, ali gospodinja. In no, recimo tudi, predvsem pa so otroci imeli povsod svojo vlogo. Otroci so nabirali mah so tiste ležničke barvali, a ne, v predpripravi za Božič. Potem pa, da ne govorimo, kako je pesem družila družino. A ne, to, potem pa gre za ta večer, ko sva govorila, ko je poln pesmi, pripovedi in spet, ko rečemo, razdeljena vloga. Gor na peči sedi pa dedek s svojimi zgodbicami, ko pride on na vrsto in potem se čaka do polnoči, to je skupaj bomo peli, tam gor bo dedek pripovedal pravljico, potem kakšna taka igra, ki je tudi iz ljudskih ga izročila, tako da je vse vloga razporejena. Torej že doma do polnoči je bilo zelo slovesno vse. Ja. Kaj pa sama polnočnica, se je razlikovala v današnje? Ja, no spet poglejmo, zdaj midva govoriva o podeželju več ali manj, a ne, ker mesto nikdar ni imelo nekega svojega obraza, takega. No, že recimo pripravljati smolnico, pa se gre potem na farno cerkev in potem začnejo tiste lučke iz vseh koncev, je že to ena velika slovesnost. No, potem pa poglejmo, ves čas je poljedelec, ki, no, ravno na Štajerskem je zanimivo. Gospodar je vzel v žep tisto semensko seme od žita in med polnočnico je to, recimo, zanimivo mešanje, tresenje, to prispeva k dobri letini. Ali pa bučne peške je recimo, tudi v sveti noči je treba tresti sadno drevje, tudi na božični mizi premešati stvari, zato to je eno od čarodejnih dejanj.
In tako da, no, in potem polnočnica sama na sebi in potem prihod iz polnočnice, potem začne pa tista slovesno, se pa odpre potica, potica je pa itak 3-krat na leto samo na mizi in potem pa gre za to slovesno večerjo, ki se vse, kar hiša premore, najboljšega. Torej je nekdaj bila božična noč polna nekih starodavnih skrivnosti, nekako tako kot kresna noč. Ja, zanimivo. Zanimivo je tudi to, poglejmo datumsko je zanimivo. Mi vsi vemo, da je 21. december prvi zimski dan in vsi vemo, da je 21. junij prvi poletni dan. Ampak kresna noč je 24. in božič je 24. Kako vsi ne koledarji, ne cesarji, ne kralji, ne vse to, kar so reformatorji koledarjev teh starih datumov niso mogli. In zanimivo podobno, recimo tudi v kresni noči, kot v božični noči, recimo slišiš, živali govorijo. No, ena zelo lepa, taka zelo pogosto uporabljena ljudska pripoved, ko je en hlapec bil v hlevu in je slišal se 2 vola pogovarjata. No, in je rekel, en od teh volov je rekel, veš, našega gospodarja pa pomladi ne bo več. Prav, kako to veš? Ja, ker ga bo kača pičila. No, ampak zdaj povedati ne smeš nikomur, skrivnost ostaja. No, in ta hlapec, in celo točno je rekel vol, ob prvem pomladnem oranju bo kača skočila iz razora in bo pičila. Je bil pa ta gospodar zelo dober, so ga vsi radi imeli, tudi hlapci. No, in ta hlapec je lepo molčal in ko je bila pomlad prišla, je on zelo, zelo pozorno za svojim gospodarjem hodil in bil pripravljen in je resnično kača skočila in je resnično preprečil smrt gospodarjevo in potem je ta gospodar, kako sem jaz v božični noči slišal to živali in sem preprečil to, kar bi se zgodilo. Še druge stvari so se dogajale, videti cvetenje zakladov, voda se menda spremenila v vino na skrivnosten način, kar sama od sebe. Ja, sam tukaj so pa problemi. Točno v polnoči, pa točno v ta pravem kraju si moral biti, pa točno, tako da se to nekako ni verovalo, pa se je v to. To je recimo v ekoloških pripovedkah je velikokrat, ampak to, da se voda spremeni v zlato ali pa v srebrno ali pa v vino, te vire so obstajale. To pomeni, da je božična noč pravzaprav v vsem letu bila ena verjetno središčnih, najbolj sveta. Takrat so se dogajala največja čuda pravzaprav. Največja čuda, pa tudi poglejmo te prerokbe, recimo, tako kot v kresni noči. Recimo dekle, ki bi rado zvedelo, kjer bo njen ženin, je šla kuhat smoke, pa noter dala listke možnih kandidatov in tisti, ki je ta prvi ven priplaval, je bil njen mož. Ali pa je šla v klet, pa je nabrala si polen, kolikor pač zagrabiš, potem pa s pridržanim dihom štela polena in če je bilo parno število, pomeni, da v tisto leto našla ženina, če pa ne, bo treba pa še počakati. Koliko časa so se še zadržali domači, ko so se vrnili od polnočnice, potem, da niso šli počivati? Potem je zelo hitro so šli že k zornicam. Tako da je noč bila zelo kratka. Zelo kratka, ja. Tako da pravzaprav doma so ostali res betežni dedki in babice, pa kakšni majhni otroci. Drugač pa je to bila zelo kratka, ker zjutraj je bilo že k zornicam treba. In potem, ko pa pride naslednje jutro, 25. december. Sam božični dan? Sam božični, takrat je pa strogo prepovedano, da bi kdo prišel na obisk. To je pa tako prepovedano, to je družinski praznik, zanimivo, kako ga ljudstvo tudi ščiti. Gorenci so rekli, da ti bo vrata od peči bojo nate padla, če se bi ti drznil prideti na obisk na sveti dan. Samo koledniki so smeli ta dan priti v hišo. Bi nam povedali kaj o božičnih in tudi novoletnih kolednikih?
No, Novo to je pa leto se je zelo spet eno bližalo. krasno vprašanje. Poglejte, to je silno stara šega, silno stara šega. Ker gre za obhodnike, koledniki so obhodniki. Poglejmo, vse naši prazniki, vsi poznajo obhodnike. Ali so to novoletni, ali so božični koledniki, ali so kurenti, ali so jurjaši, ali so pustne šeme, ali so kresnice v kresniku, ali so vahtiče nabirajo za 1. novembra. Ampak ti obhodniki združijo vso vas s svojimi obhodi. In poglejmo, pridemo spet na eno izjemno področje naše vasi, Fantje na vasi. Fantje na vasi so ena izjemna inštitucija. To so bili kosci, žanci, snubci, pogrebci, gasilci, vse. Predvsem pa ohranjevalci šeg. No, in oni so šli, ti Fantje na vasi, dobili so, med sabo so itak imeli muskontarje, to itak ni mogoče, da ne. In so šli od hiše do hiše. In so v vsaki hiši, zdaj pa spet pridemo na izredno pestrost, pa vendar izredno enakost slovenskih šeg. Poglejmo recimo samo pesem Kolednice. V vsaki vasi drugačna. Pa v vsej Sloveniji iste. Imaš 3 dele. Prvič pozdravi hišo in družino in ljudi, ki živijo notri v njej, na primer Krašovci. V drugem delu pesem želi vošči dobro letino, da bi rodilo žitno polje, vinske trte, bodi zdrava vam družina in živina, same lepe želje. V tretjem delu pa želi dobiti darilo in obvezno čaka kolednike darilo na praznični mizi. Če bi se pa zgodilo, da kje ne bi kakšna družina dala, to pa je pa neodpustljivo. Potem so pa oni začeli. Vaša hiša polna miša, vaši vrti polni krti. Mi smo se že popotmanili, da bomo prvo sendrek dobili, na primer. In ko je kaj tazga slišala gospodina, je tekla še po kakšno klovasico. Ne samo kočo kruha. Torej, večinoma so bili ti koledniki vaški fantje. Ja. Vaški fantje, ki so koledovali, ampak poglejmo, na koncu obhoda so se oni zbrali v eni hiši, pri enem ognjišču, si razdelili, prišla so dekleta, skupaj so zaplesali, skupaj so zapeli, bili so prijatelji. To je. In poglejmo, vsak tak praznik je združil vas, to bi rekla vaško silo, ki je bila v Fantih na vasi, in potem so skupaj in so se skupaj poveselili, potem so pa šli skupaj žet na en travnik, pa vsi skupaj kositi na en travnik, pa skupaj žet na eno njivo, pa skupaj past na gmajno in je vas res skupaj živela in dihala. Bili so prijatelji, ste rekli, to pomeni, da so vedeli tudi, kje so meje med njimi. Ja, sej to pa je, vidite, tudi to človek spoštuje. Sej so se tudi tepli med sabo pa vse, ampak nepisana pravila so obstajala in se jih je spoštovalo. In to je ena taka odlika, poglejte, ki je nas kot narod, da smo preživeli. Mi ne bi nikdar preživeli 300 let Turkov, če ne bi cela vas zgradila proti turškega tabora. Če ne bi cela Slovenija v 2 urah so gorele grmade, obvestile celo, mislim, izjemno skupaj ta težnja, skupaj držali so. Ja. Tudi meje med fanti in dekleti so bile jasne? Izjemno stroge. Recimo ti fanti na vasi so bili tudi vaška straža, da bi recimo prišel en fant pod okno nekemu dekletu, ne da bi bil nadzorovan in kontroliran, to ni bilo nikakor mogoče. In tudi recimo to, če bi dekle odprla okno, ona ne sme odpreti okna, samo svojemu fantu, a ne? Če ne bi se to po vasi hitro slišalo, odpira okno komurkoli. Čeprav ti fantje so bili taki, bi rekla, tisti, ki je šel res svojemu dekletu, ki je imel že izbrano, drugače so pa šle tiste koze molitvice, kot mi damo, ko je tako malce za hec prišel pet pod okno, ne, ampak naš drugega kot to. So se takšna snubljenja smela dogajati tudi v času okoli Božiča, Novega leta? Ne.
To je pa recimo dragocenost od teh praznikov. Recimo tudi, če tako gremo malce uravnoteženost našega leta. Poglejmo, mi imamo pust pomladni, takrat se poje, pleše, cirkus, pa predpustni čas z ohcetmi, z vsem, potem je post 40 dni, priprava na veliko noč, potem začne poletno delo, ni časa na nič drugega misliti, potem je spet veselje do nebes z Martinovim, kot nekak jesenski pust, takrat je letina pod streho, vse živina pride s paše, veselje do nebes, potem pa začnejo adventni čas in svečano, to pa v božičnem času in v času praznikov pa Ni bilo tega. Ni podoknic. Dan po božiču, 26. december, sveti Štefan, zelo priljubljen še danes praznik. Kaj pa nekoč? Kako so praznovali Štefanovo? No, Štefanovo je en tak silno ljudski praznik. Tudi konj je edina žival v slovenskem ljudskem izročilu, ki ima prav svoj praznik. To je praznik konjev. In recimo, to je pa zanimivo to, da se danes nekje raste popularnost Štefanovega. No, poglejmo, že sama beseda konj res to zasluži. Konj je oblikovalec zgodovine Evrope itak. Vse vojne so se s konjeniki in Huni in Turki in konjenica je vedno odločala v vseh evropskih vojnah. Pri tem pa, če gremo na našega kmeta, konj mu je bil sodelavec, skupaj sta orala, skupaj sta delala, skupaj je prevoznil. Je pa to, da je ta žegnanje svetoštefanske voda pa sol. In so dejansko spet sol, to je spet ena taka zelo svet predmet. No, in so žegnano štefanovsko soljo kropili polja, žegnana voda, pa to je moralo biti vedno doma. Gospodinja se je potrudila, da je imela Štefanovo vodo pa Štefanovo sol vedno doma. Recimo, če je zbolela živina, bo šla ona s to žegnano soljo zdraviti živino. Ta Štefanova voda kot zdravilo. Tako da je to zelo bilo. Pa tudi to, da so objahali recimo polja, tako da so prišli v cerkev jezdeci ali pa z vozovi, taka parada konj, bomo rekli, ki je bila včasih zelo pomembna. Naš domači župnik je v nedeljo ob najavi božičnih praznikov povedal tudi, da bo na Štefanovo blagoslov konjev in oslov. Odlično, da ne bi bili oslički zapostavljeni. Ja. A so oslički tudi prisotni v izročilu? Poleg konjev ali ne? Torej na Štefanovo ne. Torej vsaj, da bi jaz vedela, ne. Medtem so pa prisrčni v jaslicah. Ja. Torej nisem še tega zasledila, mogoče tudi, veste, ker gre spet, vas se zelo prilagaja, a ne tam, ne vem pa ne za to. Lahko, mislim, se mi zdi pa prisrčno, da se poleg konjev še osličke blagoslovi. Tudi Šentjanževo, 27. december, je nekak ljudski praznik in tudi vino Šentjanževec ima neko svojstveno vlogo. Pili so ga nekdaj ob slovesu, ko so fantje odhajali k vojakom, ko so se poslavljali od doma. Zakaj ravno Šentjanževec? Ja, no, tudi to zgleda, da je to moral biti nek zelo star praznik. Ker poglejmo te obredno opijanjevanje, kot če vzamemo iz davnih poganskih časov, grških, katerokoli kulturo gremo. No, in to zgleda, da je pač ljudstvo ohranilo nekaj starega. In tako kot recimo Štefan blagoslovi sol pa vodo pa konje, svet Janez Šentjanž blagoslovi vino. No, in so dejansko, ker je Slovenija še vinorodna dežela
In so prinašali vino v cerkev in tisto, ki je bilo žegnano, je postalo šentjanževec. In zdaj pa čar tega žegna, bomo rekli, če zliješ vsod, samo malo žegnanega vina, potem postane vse žegnano. Tudi če samo malo soli daš v solnico, bo vsa žegnana. No in res, no pa še ena taka zanimiva ljudska zgodba govori o tem, ko ste rekli poslovilno. No, poglejmo, enega kmeta so obsodili na, no, to je med ljudstvom taka zgodba, enega kmeta so obsodili na smrt, ne vem, nekaj je naredil. In vsak obsojenec ima pa pravico do zadnje želje. No, in ta obsojenec je želel kozarec šentjanževca. No, in tisti rabelj je bil še celo toliko prijazen, da se je potrudil, da bi mu ga dobil. In je toliko časa po vasi hodil, da je dobil tisti šentjanževc, med tem časom je pa sodnik ugotovil, da ta kmet sploh ni kriv. In ko on prišel šentjanževc, je bil ta že svoboden in osvobojen vse krivde. No, in tako namesto, da bi poslovilno na drugi svet, je bil potem na ta svet požegnan. In tudi recimo kakšna taka vesela druščina v kakšni gostilni še danes bojo šentjanževca zdaj, nali nam to čaj, na to se podamo, pa vsak na svoj kraj. Bojo zapeli ob koncu, ko bojo zadnji glažek popili. Kaj pa tepežni dan, spomin na pomor betlehemskih otrok? 28. december je bil tudi veseli praznik, predvsem otrok, ne? Ja, torej tega se še jaz spominjam, kako smo veselo pripravljali palce, da smo natepli in očke in mamice in sosede in vse. To je bil edini dan, ko je bilo to dovoljeno, ne? To dovoljeno, ker če ne smo jih mi dobili okrog 6, če nisi bil priden. Ampak, poglejmo, to je tak veseli praznik, ko je mi zato, da smo jih natepli, smo pa potem v malhe dobili krhlčke, no to je bilo, veste, vojni čas, mi smo bili sretni, če si dobil 3 krhle ali pa en bombonček, je bilo že neskončno razkošje. Ampak, če pa pogledamo ozadje te šege, pa pridemo v tisočletja staro ozadje. Ker dotik rastlina ima neverjetno moč. In ko dotik mladega šibe preide moč iz rastline na človeka. In si natepel, to mi otroci sicer nismo vedeli, ampak gremo za vsebino šege, natepel starše zato, da bojo zdravi, živino zato, da bo debela, sadno drevje zato, da bo rodilo, sestro zato, da bo ženina dobilo. Torej zmeraj zato, da je to bil blagoslov. Ja, točno. Sami dobri čari prihajajo. Res, rastlina ima neverjetno moč. Tudi če gremo malo širše v evropski prostor, poglejmo, vsi čarovniki čarajo, kako na koncu te mora leseno palčko dotakniti. A tako? Ja. Če vzamemo, ne vem, kjerkoli, pa tudi v vseh teh, čarovnik ima vedno neko leseno palčko, čarobno palčko. Drugi božič v letu pa je Silvestrov večer, ta pa je nekdaj bil zelo drugačen kot danes, kaj ne? Ja. Ja. No, to smo mi res zelo zgrešili. Danes gre pač popivanje, žretje, kričanje. Drugi božič je bil pravzaprav lepo ponavljanje teh prvega božiča. Spet kropiti celo hišo, žegnati domačijo, potem pa tisto lepi večer, praznični, ko je družina skupaj, ko pojejo pesmi. Pa cel kup je takih ljudskih iger, veste, ki so zanimive že s tem svojim preroškem, recimo se je fant, ki ni vedel, a bo moral k soldatom drugo leto, ali bo mogel s trebuhom za kruhom, pa se je vlegel k vratom, pa je čevelj vrgel čez in če se je čevelj postavil ven, bo najbrž tisto leto moral, če pa ne, je pa doma ostal. Ali so pa dajali na mizo različne predmete, pa s klobukom, pa s kapo pokrito, pa spodaj bil recimo prsten, pomenil, da bo ohcet v hiši, molitvenik, da bo šel za mašnika, recimo svečka, no rajši ne, da bo kdo umrl, ampak take značilne predmete in ampak to je bila taka vesela igra.
ali so pa svinc vlivali, ali pa beljak v vodo, pa je pokazalo obliko, recimo prstana za ohcet, pa to so bile take družabne igrice. Kaj so prepevali na Silvestrov večer, ko so bili Ja, skupaj? predvsem božične pesmi. Božične pesmi. Božične pesmi, ja. Ja. To je bil svečan božični čas. Tudi novoletna noč je imela svoje skrivnosti. Bi nam katero od njih zaupali? No, predvsem pa nekaj. Poglejmo novoletno noč. Je silno usodna. Zato, ker predvsem, ko se prevrne v jutro. Če tisto noč nimaš denarja, boš vse leto brez denarja. Če si takrat bolan, boš najbolj skozi bolan. Če si takrat zaspan in betežen, boš celo leto nekje lenobica. Če bo lepo vreme, bo dobra letina in lepo vreme. Silno usodno je. S prepirov nobenih. To je pa itak prepovedano. No, v tem je pa božični čar, ima pa svoj čar. Upamo tudi danes. Takrat se ne smeš jeziti, ne smeš biti na nobenega jeza, ne smeš nič očitkov, nič tazga. Tako. No pa recimo to v novoletni noči pa jutru. Krašenje, to pa tle so pa tili bili Štajerci tudi, oni so vodnake krasili z zelenjem. Zahvala vodi. Glejte, naš človek je bil tako povezan z naravo. On je šel k vodi se zahvaliti, da je vodo imel. In poglejmo, no, če gremo še korak dalje, poglejmo, kako smo mi Slovenci kruh dobili. Kruh smo dobili tako, da je šel nek koroški ribič k reki Dravici, pa je rekel: hvala, reka Dravica, ker ti mene preživljaš. On se je zahvalil. Pa je rekla reka Dravica: pojdi v 9. deželo, kruha mi prinesi. In je šel, ni vedel, kaj je to kruh. In je dobil od dobrih ljudi 2 hlebca kruha, pšeničnega, prženega. Prišel domov, vrgel Dravico in je Drava preplavila. Ko se je pa umaknila, so rasle drobne zelene rastlinice, na desni rž, na levi pšenica. Kakšno dragoceno sporočilo. Tako dragoceno darilo, kot je kruh, smo dobili samo zato, ker je bil naš davni ded spoštljiv do narave. Ker se je z reko Dravo pogovarjal, z naravo pa je bil hvaležen, enakovreden je bil. Se ni dvigal nad naravo, tako kot se mi danes. Oholo dvigamo. Kruh je spremljal življenje naše vasi, življenje vsakega posameznika. Ob rojstvu otroka je njegov oče postavil na mizo hlebec kruha in tudi vino, kaj ne? Zelo lepo. Ja, točno tako, poglejmo. Kako je bilo to povezano. In takrat so naj bi prišle vile rojenice, sodile bi otroku srečno življenje, ko so dobile kruh na mizi. In potem poglejmo ves čas kruh, da ne bo, moraš do kruha priti, pa otroka moraš do kruha spraviti. Važno je, kdo ti kruh reže, da ti ne bo treba s trebuhom za kruhom. Kako je kruh pri nas isto kot življenje. Pa še recimo, ko se mu otrok rodil, je šel pa še drevo posaditi. In so s porodno vodo zalili drevo in je to drevo čaralo temu otroku dobro rast. In poglejmo, je z drevesom izrazil vse ideale, ki jih želi za otroka. Želi, da bo sin naše gore list, da bo korenjak, da bo korenito delal, da bo taka korenina. Dekle pa naj bo ravna kot smreka, vitka kot jelka. Če se bo kdaj ne bo šlo kaj, da bo ja na zeleno vejo prišel. Za sebe si želi, da bo stara grča na stara leta. Kako to izraža z drevesom. No, pri kruhu je zanimivo tudi to, da je hlebec bilo zadnje darilo, ki ga je na dan svatbe dobila nevesta od svoje obsovesu z domačije. Kako ste to lepo na to opozorili, ja. Recimo, ko je šla dekle iz hiše, je zadnje darilo dobila hlebec kruha. Zakaj? Zato, da ga noš na novem domu lačna.
Na novem domu jo je pa čakala, ko je bila že poročena, ko je že po poroki, jo je pa čakala moževa mati s hlebcem kruha, gor je pa dala ključ domačije in je tako ljudsko pravno dejanje predala novi gospodinji hišo s kruhom in z ključi na kruhu. Kaj pa potica? Po povratku s polnočnice so ponavadi načeli prvič božično potico, ne? Ja. No, poglejmo spet potica, ena taka kraljica slovenske mize. Ker poglejmo, kaj je pravzaprav praznik. Praznik je v obleki, v šegi, na mizi, v obredju. No, in sigurno je miza o prazniku center dogajanja. No, in ta slovenska potica, ki je pa samo, ali je medena, ali je, bi rekla, orehova, rožičeva, no, to tudi še, ne takih vseh mogočih, kakor je danes, ampak z vso svojo lepoto, z vso slovesnostjo, s katero dela gospodinja, z vso prazničnostjo, katero naredi, z spoštljivostjo, s katero stoji na mizi, je še danes eden od simbolov slovenske mize in zanimivo, da je status obdržala tudi v današnjih časih. Poglejte, še danes bo šla gospodinja peč potico za veliko noč, za božič, za ohcet, za nekaj res en velik praznik. Je obdržala. Ali je orehova potica pomenila, da je ta domačija kar premožna in rožičeva, denimo, je bila verjetno pri vsaki hiši? No, to je spet zanimivo vprašanje. Poglejmo, oreh. Oreh je že iz svetopisemskih časov simbol blaginje, simbol dobrega. Rožiči so sicer manj vredni, še danes. Prav zato mislim, ja. Prav zato, ja. Samo moramo pa nekaj misliti, treba jih je bilo pa kupiti v večini slovenske pokrajin. In je pa nekaj, da je naš človek silno malo kupoval. Prvič ne samo zato, ker ni bilo denarja, tudi trgovin ni bilo. Kupovalo se je na sejmih, a ne, recimo, da je kupila rožiče na sejmu in jih potem hranila nedotakljivo do božičnega dne in naredila rožičevo potico. Seveda, gledajte, orehi, moramo nekaj vedeti, da jih je bilo treba prodati, a ne. Naš človek ni nikoli mogel, recimo, voska doma uporabiti, orehov pa to, pšenič, to je bilo vse za prodati pa davke plačati. Torej, potica je bila in pravzaprav še ostaja eden od simbolov naše dežele. Ja, res. In recimo, ko slučajno angleščino učim, se mi je neverjetno imenitno zdelo, sem prišla do enega tazga atlasa, takole, tak, no, na fakulteti smo imeli tak, ki se sploh ni premikal, sam tam je bil, ampak noter ni bilo prevedeno. Tako se mi je dal. Potica. Potica. Ni bilo prevedeno. V oklepaju sicer tam razloženo, da je pač to praznični kruh, ampak to, ki je bil pa spoštljiv tisti, da je v takem slovarju ni prevedel. V kakšnih modelih pa so pekli potico? Spet prihajamo na eno krasno področje. Poglejte, kako je naš človek spoštljiv. Torej, modli za potico so okrašeni, izrisani, narisani, so spet, bi rekli, ena biser lončarske umetnosti. Naš človek je strašen estet. Poglejmo, rožico imaš na vratih, na zibelki, na kožuhu, na krožniku, pa povsod, ne glede na revščino. Če vzamemo samo panjske končnice, v svetovnem merilu nimaš nikjer bajte, ki bi imela slikarsko galerijo na dvorišču. In v tem je ta umetniška duša našega človeka, tudi v modlu za potico se izraža ta lepota ali iskanje lepote. Kakšni so pa bili ti modeli?
okrogli, rebrasti. Ja, zanimivo, ta okrogla pa ta tulc spredaj. Tudi kako je ta potica obdržala čist izjemno obliko. Ko vidiš okroglo, veš, da je to potica. In je obdržala in v obliki, in v vsebini, in v prazničnosti svoj status. Ja, to je prav, da to omenite. Ja. Zanimivo, da že v slavi vojvodine Krajinske Janez Vajkard Valvazor omenja potico. Ja, omenja potico, ja. No, tudi to smo pa mi Slovenci res, torej ni v Evropi naroda, ki bi imeli takega opisovalca v take detajle, kot je pa Valvazor. In tudi potico že s tem dokazujemo nekoliko, je stara, stara, dokazano stara, tako koliko je pa zares, pa nihče ne ve. Ko sva govorila o novoletnem jutru, kaj vse je predvidevalo, prerokovalo dogodke prihodnjega leta in tako naprej. Kaj pa novoletni simboli, poznali so tudi simbole sreče, ne? Deteljica še danes nekako. Tako, ja. Se radi pošalimo, če najdemo štiriperesno deteljico, ne? Ja. Da nam prinese srečo. Ja, zanimivo, kako ti simboli sreče, kako so nekje dokaj univerzalni. Recimo štiriperesna deteljica, podkev, prašiček, dimnikar. Ampak vsak od teh ima prav svojo vlogo. No, najlažje bomo prašička razložili. Za enega reveža je to nek pojem čist nepopisne sreče, a ne, da bo prašiček. Vzemimo podkev, recimo, prvič konj, kot taka markantna žival, potem je pa kovina. Kovina je sama na sebi zaščitna, kovina je zelo zaščitna. Podkev ima pa eno tako simbolno obliko, poglejmo, rog, živalski rog, tudi kozu, slovenska sveta živalno iz Perunovih časov, je rog, je oblika roga. In zdaj pa je nekaj, če je podkev na gor obrnjena, ti varuje, da ti ne bo sreča ušla iz hiše. Če je pa dol obrnjena, bo pa varovala hišo pred napadi od zunaj, pred zlimi duhovi, pred čarovnicami, divjimi jagami in pehtrimi babami in kar pač take. In s tem srečo prinaša, ker te ali varuje, ali pa ti srečo ohranja. Potem štiriperesna deteljica. No, ta prvič je zelo redka, drugič je pa prijazna, no pa tudi s krščanskim jo povežemo, da je v jaslicah deteljica še danes za živali najbolj dragocena ali pa najbolj priljubljena hrana, da so pa pri tem ovčke in živali in tamele v jaslicah tako dragocenost, kot je deteljica. Različno pa smo po Sloveniji v starih časih ali so praznovali tudi tretji božič, ki je bil večer pred svetimi tremi kralji, kot ste dejali, kaj ne? Ja. No, ta tretji božič, poglejmo, nekje zaključuje to obdobje božično, ta čas, in spet se ponovi kropljenje, zdaj pa spet. Ponekod so pojedli zadnji del božičnika, božičnega kruha, ali so na novo spekli. In ta kruh, no recimo, da ne bomo pozabili, ravno Štajerci, ta kruh je tudi otrokom čaral dobro rast. In se je postavil oče visoko in je držal tisti kruh in je otrok moral skakati, in kolikor je visoko skočil, toliko je v naslednjem redu zrastel. Vsak pa hoče čim več zrasti in je tako mu je pričaral tale kruh. No, predvsem pa so trije kralji spet z obhodniki in so šli po vasi, spet smo rekli, v božičnem času imamo 3 obhodnike, božične kolednike, novoletne kolednike, pa še 3 kraljevske kolednike. In spet hodijo po vasi od hiše do hiše in spet želijo isto dobro letino.
No, tudi na Štajerskem so take prijazne kolednice, da bi bilo toliko picekov, kolikor je na mojem lasekov, da bi bilo toliko teličkov in vse same dobre želje želijo. Potem pa je dragoceno pri njih, kako oni zaznamujejo hišo, a ne, Gašper, Miha, Boltežar. V velikih vaseh je pa tako izročilo, da je spet iz cvetno-nedeljske butare so prihranili malo žegnanega lesa, da so tiste križce gor dejansko iz žegnanega lesa postavili. In si imel križce, to je cela zgodovina nekaterih hiš, si preštel križce, 3 kraljevske in si videl, koliko je domačija stara. To se je hranilo in spoštovalo in varovalo, tako da je bila hiša varovana. Starka zima je bila v davnih indoevropskih časih podoba zime. Kako je mogoče, da se je v naših krajih ohranila skoraj do danes? No, eno silno dragoceno vprašanje, tako da bi bili malce lahko domišljavi, bomo rekli, napram Evropi. Poglejmo, cela Evropa pozna, naš davni prednik, če gremo zdaj nekaj tisočletij nazaj, abstraktnega mišljenja niso imeli, a ne? Zima je bila neka baba. In če hočeš pregnati, moraš tisto babo pregnati. In recimo pri nas, 89. leta so v Podkornu Pehtro babo jagali vaški fantje. Se reče, preganjali starko zimo. Zdaj, kakšna je zima? Zima je dobra in je huda. Dobra je zato, ker polje počiva, kmet počiva, insekti pocrkajo. Huda je pa zato, ker te zebe, pa lačen si. In za taka je bila tudi Pehtra baba in ohranila se je ravno v tem našem alpskem prostoru, najdalj. No, pred 20 leti ne moramo govoriti o mrtvi šegi, če so ljudje še živi. In pa tale Koroška, te vasi. In je spet, ponekod je bila temna, ena taka babura stara, ponekod je bila bela, samo z eno odejo ogrnjena. Ampak Pehtra baba hodi zdaj, kjer otrok se najde kaj, Pehtra baba pom, če te nisem, te pa bom, z ena šiba leskava, te bom poritna treskava, je strašila ta Pehtra baba. Sam poglejmo, potem pa pride kurent. In on, tak strašni kurent, kot je, on je oseba, ki potem podi uno strašno babo. Potem pa pride zeleni Jurij, oseba, ki je še danes in prinese pomlad v deželo. Poglejmo, kakšne indoevropske praznike imamo mi, ne, Evropa pride k nam pogledat, kako smo mi starodavni. Evropa pozna neko sredozimko, poznajo pa znanstveniki, ampak pri nas so te šege še žive. In če bi se mi tega malce bolj zavedali, da bi naš človek prišel v tujino, danes pač ni več samo Slovenija, danes ta globalni svet. Da kot predstavnik nekega naroda z neko staro, prastaro, tisočletja staro kulturo, bi napram tujcem drugače nastopal vsak posameznik od nas in tudi Pehtra baba, no čeprav, če greva ravno Pehtro babo, zdaj imamo pač Kekčevo Pehtro babo, ampak je nekje obdržala svoje, ona je tudi dobra in huda, tudi Kekčeva Pehtra baba je, na eni strani se otroci bojijo, na drugi strani je pa zeliščarca, ki pomaga. Ja, tako da je to bistvo starke zime obdržala tudi. V istem večeru 5. januarja so bile naše vasi polne 3 kraljevskih kolednikov, peli so, kot ste dejali, 3 kraljevske koledniške pesmi, obiskovali vse hiše v vasi, kaj ne? To je zanimivo. To je zanimivo. Nikjer niso spustili skozi nobene hiše. Bog nadej. Povsod so pa želeli zdravje, srečo, dobro letino. Ja. No, v tem je ta dragocenost. Kako je ta naša vas res skupaj dihala v delu in v prazniku. In v delu, ko je bilo treba, najtežja dela, poglejmo, so si naši kmetje znali narediti praznik iz tega. No, recimo, jaz sem to še doživela,
kaj pomeni, ko cela vas žanje na eni njivi, ko so dekleta v belih rokavcih, ko so fantje v rdečih rutah, ko se cel dan poje. Noben je bil truden, zvečer je bil likov veselje do nebes. In recimo tudi ti zimski večeri, recimo večer prej, to je bilo spet lepo druženje. Trije kralji so prvi znanilci pomladi, obenem tudi priprošniki dekletom, da bi dobile ženi nekaj, ne? No, lepo, da tudi to rečete, ker prideva na eno krasno področje. Poglejmo, za svete tri kralje so recimo dražgoška dekleta dajale fantom dražgoške kruhke. In pridemo v svetovni vrh žlahtne oblike kruha. Poglejmo, ta dekle, ki je verjela, da če božični kruh toliko čarov ima na sebi, da ti dobro letino pridela, da ti copr odganja, da bolezen odganja, če ima toliko čarov, ja bo pa še mojega Janeza za mene vnel. In je šla, in ker pa je rezanje božičnega kruha je družinsko svečano. Ona je pa naskrivaj hotela Janezu povedati, da ga ima rada. Nikdar pa tega ne bi rekla. Zadržanost našega človeka je zelo izjemna, izjemna. Ja. Tega ne bi rekel ne fant, ne ona. Ampak je šla in je spekla dražgoški krajček, ki je še danes en biser slovenskega ljudskega izraza, in ga je okrasila z vsemi dragocenimi okraski, napisala gor Janez, in ga je potem za svete tri kralje dala Janezu kot neko ljubezensko pisemce, ki ni rabilo besed. In tako smo dobili, no tudi še danes, dražgoški kruhek z vsem svojim lepoto oblike. Še danes recimo dražgoškega kruhka ne smeš sam pojesti. Potem čarov, da ti prinese zdravje in srečo, ne bo oddal. Moraš ga pojesti nekom, ki ga imaš rad, šele potem bo oddal svoje čare. No, mislim, gre za res eno žlahtno podobo kruha, škofjeloški kruh, ki recimo, da ne govorimo o božičnih kruhih, kot ko so Belokranjke naredile cele jaslice s testa, torej to so take umetnine, žal neobstojne, ampak nepopisne umetnine. Dolgi januarski večeri so se ob zaključku božičnih praznikov nadaljevali v večere ob preji, kot ste že omenili, tkanju, vezenju, ličkanju koruze, čiščenju fižola, ribanju repe in drugih takih skupnih delih, ki so družila vas v skupnem delu, skupni pesmi, v poslušanju, tudi pripovedovanju zgodb, kaj ne? No, glejmo, spet smo v nekem čaru slovenske vasi. Ne glede na vso revščino, ne pozabimo na revščino, oni so bili 3-krat na leto siti, pa še en rod za nami. Siti so bili za božič, za veliko noč, za kakšno ohcet, za novo leto, pa za pusta mogoče. Ampak poglejmo, kako so oni znali se družiti lepo. Gledamo, recimo večeru prej, pa to, kar ste vi zdajle našteli, ne, to so pravzaprav neskončno dolgočasna dela. Preja od konca novembra do konca marca do 2 ponoči. Ampak to so bili veseli večeri. No, tudi jaz sem še košček tega doživela. Poglejmo, prvič zaradi revščine je morala na ob eni lučki presti 5 predic. Lučko je treba plačati. Ali plačaš olje za oljenko, ali plačaš petrolej za petrolejko. To je strošek. In če 5 predic prede pri eni lučki, boš vsak 5. večer prišel na vrsto in potem je to prihranek. No, če res tudi tega ni bilo, potem je stari deda kar trske, iz enega je trsko, pa potem, ki je ena pogorela, drugo trsko. No, ampak recimo, da je bil tok standard, da je bila olje ali petrolejka. Ampak potem so dekleta prinesle vsaka svoj kolovrat in so tam malce klepetale, potem so fantje videli lučko in so prišli svetiti. Še danes rečemo, kaj si prišel svetiti. Sam to niso prišli svetiti, zato prišel nagajati, bi danes rekli.
Ampak to sploh ni bilo tako, ker je imela gospodina pripravljeno, ti boš repo ribo, ti vzela ribo, ti boš grable popravljal, je hitro. Vsak je dobil svoje delo. Svoje delo in so pač tam ribali, kar so dobili. Zraven so se malo zafrkavali, tako pa tako. Potem, seveda, da so pripeljali muskontarja sabo, to itak ni bilo mogoče, da ga ne bi. Potem so pa eno zapeli, pa je pa ena rekla, da ne more več sedeti, da bi eno zaplesali. Pa spet so zaplesali, pa naprej predli, pa je stari deda povedal spet eno fino štorijo, potem spet malo zapeli, zaplesali in ob dveh pa če je rekel Janez Micki, a ti lahko kolovra domov nesem. Je to veliko pomenilo, nima treba nič drugega reči. Sicer se pa ni mudilo verjetno s takih večerov domov ali noči, ne? Ja. Ker je bilo prijetno skupaj. Tako hočem reči, ja. In vidite, in potem so skupaj delali, recimo, pa tudi to izročilo se je ohranjalo, recimo, če se jaz na sebe spomnim, je recimo eden rekel, pregovore z živalmi. Joj, si tako bliskovito, kakršnekoli si moral reči, tiho ko riba, zvest ko pes, hiter ko zajca, karkoli si rekel, če ne si padel ven ne je šlo okrog. Ampak ko smo to krasno ponavljali, recimo reke o živalih, na primer, ne. In tako se je to znanje tudi ohranjalo in pripovedi so šle z roda v rod in pesem je šla z roda v rod. To, kar imamo mi dansko dragoceno dediščino, je prišlo iz roda v rod na tak način. V čem je največja dragocenost teh pripovedi? No, sem vesela tega vprašanja, da to vprašate. Ker ravno to bi res želela povedati. Poglejmo, kakšna samozavest je v teh starih pripovedih. Naš človek ne bi tako trde zgodovine mogel preživeti. Kot smo jo, da smo prišli 1000 let tlačanskih, 1000 let pod tujo oblastjo. Ampak poglejmo, v teh zgodbah je neverjetna vera v zmago pravice. Ta grda graščakinja, kruta, hudobna, ona se bo nekega dne kot kača plazila po ruševinah gradov svojega gradu, jaz bom mirno spal pod vaško cerkvico. Zmagala bo pravica. Dobri kralj Matjaž še danes je živ. On ne sme umreti. Tak dober vladar, ki ima noč in dan odprta vrata za reveže, on ne sme umreti. Samo brada se mu vija. In ko bo kralj Matjaž kraljeval, takrat bo kmetič lahko kmetoval. Pa katerokoli zgodbo pogledamo, Peter Klepec, kdo nas je Turka rešil? Domač fant, tam reven Gorjanc, izruval smreko, pometel Turke, pa jih ni bilo več. Mislim, ogromno samozavesti. In ko gre to iz roda v rod, poglej, zdaj je res hudo, ampak nič se ne boj, glej, zmagala bo pravica. In to govorijo pesmi in pripovedi. Kaj od vsega tega, kar sva sedaj predstavila našim gledalkam in gledalcem v slovenskem prostoru danes najbolj pogrešate? Nekatere stvari so se ohranile, so še žive, denimo trikraljevsko koledovanje. Rekel bi, da opažam vse na Štajerskem, da se vse več skupin odloča, da prepevajo za tri kralje, ne? Ja, res, torej tako bomo rekli, ne gre več navzdol, se počasi ljudstvo prebuja, če bomo to besedo uporabili. Poglejte, kaj pogrešamo. Jaz sem kot stara učiteljica, funkcioniram in gledam na življenje iz katedra še vedno. In mi je najbolj hudo to, da mladi rod pa res zmeraj manj to pozna, predvsem v mestih. Veste, zdaj že dolgo leta hodim, tako bi rekla, predavam po šolah, po vrtcih in vidim, da podeželje, vsa čast podeželju, v mestih se najbolj to izgublja. In da bi res morali vsi skupaj, vsak posameznik, vsak od nas, predvsem pa šola, učitelji bi to morali
preveč dragocenih, preveč lepih ur sem doživela v šoli, ko gledaš tiste oči, očke take, to so otroci, ki so oropani babičine pripovedi. Se vam zdi, da bi bil na mestu kakšen vsaj izbirni predmet v šoli? Nujno, s to vsebino? Nujno s to vsebino. Namreč, čistko jaz osebno gledam to kot neko nevarnost, ker Evropa se zaveda same sebe. Celo dobivamo ukore z Evrope, ste nerazpoznavni. Noben ne ve, kje je Slavonija, Slovakija, Slovenija. Medtem ko Avstrijci so Avstrijci, Nemci so Nemci in Francozi hočejo ostati Francozi. Evropa noče biti nek talilni lonec ameriškega tipa. Mi pa po mestu vse svoje pa uvoziti Valentinovo, pa noč čarovnic, pa take stvari, ki resnično niso naše. Je to nevarno za obstoj naroda, zares nevarno. Ker če nam je 1000 let uspelo obstati, ne moramo zdaj, ko smo pa res svobodni in imamo samostojno svojo državo, na to vse pozabiti. In tujci nas ne bodo spoštovali, če ne bomo imeli svojega obraza. Če izgubiš svoj obraz, te bojo pohodili. In tega bi se mi morali zavedati, zares. Gospa Dušica Kunaver, sami ste izdali to krasno knjigo, zelo bogato, Šege in pesmi pod lipo domačo, od prosinca do grudna. Ja, no to sem pa, se bom rekla, res enih 10 let trudila za to knjigo. No, res sem šla tako januar, februar, marc in potem vidiš, da je pesem in šega eno in isto, da je kresovanje, kresni obred, zraven pa pojejo, tretičice so morje obletele. Mi se to ne zavedamo, da je to molitev za dobro letino, ravno ta pesem. Pa pride košnja, so pesmi o travnikih, pride pomlad, so pomladne pesmi, pride trgatev, so vinske pesmi. In to je tako neizmerno. No, sem se pa tudi, moram reči, zelo trudila v tej knjigici, da kolikor se je dalo biti pravičen. Da je malo nekaj štajerskega, nekaj kraškega, nekaj gorenjskega, nekaj koroškega. Pač v enem prazniku, nek drug pesem, ena od tega konca, ena od druga. Pa da bi res vsaj te najpomembnejše šege in pesmi se obdržale. Veliko bolj bogato bo otroštvo in življenje vsakega od nas, ko bo se usedel pa zapel skupaj s prijateljeno domačo pesem, pa poznal nekaj domačega, ne samo vse tuje. Slišali smo že na začetku, da imate zelo lep glas. Bi nam bili pripravljeni zapeti še kakšno pesem, morda ki se v tem času poje ob Božiču ali ob Novem letu? Ja, poglejte, no, jaz sem bolj tako, jaz nimam nobene glasbene izobrazbe in jaz tudi kadarkoli grem povsod. Poglejte, ni ljudska pesem, čar ljudske pesmi je v tem, da nima neke predpisane melodije. No, ima, seveda. Sam poglejmo, samo štrekelj. Imaš verzijo iz Zgornjega Kašlja, pa iz Spodnjega Hotiča, pa ne vem, tako da je ta veliko. Glejte, jaz recimo kadarkoli pridemo tako skupaj, pridem ali v šole, mogoče mi ta trenutek se mi najlepše zdi tista, ko zdaj tako midva po starih stezicah hodiva. Kje so tiste stezice, ki so včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Bom grmovje posikal, travico požil, bom naredil stezice, kjer so včasih bile.
Morda nam bo uspelo, morda nam bo uspelo čez Ja. čas spet nekako obnoviti vse te, No, to ali sem- pa vsaj nekaj vsaj teh nekaj bogatih tega, ja. ljudskih običajev. V Sloveniji tako bogate voščilnice ste nam prinesli Ja. z čudovitimi vsebinami. Ja, pa z domačimi ptičica lipo poje, srečno novo leto zove, da bi rodilo žitno polje in vinske trteno. To je Belokranjska. Veselje vam darujemo, veselje vam pošiljamo na sveto mlado leto. Jaz vam voščim novo leto, 300 blagrov, 300 sreč. Take preproste misli pa vendar izražajo vse tisto, kar drug drugemu želimo. No, tudi to sem delala ob misli, ob vsej tej poplavi uvoženih voščilnic, da bi vendar vsaj en takle mali košček bil pa še domačeg. Tudi te vezenine. Ja, no poglejmo, kakšna lepota, no to so tudi te vezenine iz sičovih, mislim, vzorcev ven vzeti, ki so res zelo izvirni. In to moramo se vsi truditi še toliko bolj, ker nam ta stara slovenska vas, ta starosvetna slovenska vas odhaja. Poglejmo, veste, jaz se toliko naučim v domovih za ostarele. Kaj vse znajo ti ljudje, pa pojemo pesmico, pojemo 5 kitic, oni jih zapojejo še 10. Jaz hitro pišem. In to znanje bo z njimi odšlo. Kako občutite današnjo družbo, ki nekako starejše ljudi kar hoče odriniti? Marsikje na rob nepomembnosti. Vendarle ti ljudje ohranjajo naše izročilo. Neskončna je škoda. Poglejte, ker so zadnji, ker ravno to. Glejte, jaz si včasih, če gledam tako, bi rekla malce široko. Glejte, Angleži imajo Arturja pa Robina Hooda, pa naš drugega. Pa so z njim napolnili cel svet, pa iztržili milijarde iz tega. Pa še ta 2 sta aristokrata. Pri nas imamo 10.000 ljudskih pesmi, 10.000 ljudskih pripovedi. Vsaka reka, vsak grad, vsaka ruševina. Pri nas je stotine gradov, ki jih ne zemljepisna zgodovina ne poznata, samo ljudsko izročilo. In danes so v domovih za ostarele ti zadnji pripovedovalci. In njih je treba poslušati, in njih je treba prisluhniti, in njim je treba zapisati. To bi morale zdaj šole, če bi jaz imela komu kaj mogla dopovedati. Recimo, otroci so tak potencial, glejte, oni bi delali raziskovalne naloge, vsa čast posameznih učiteljem, vsa čast. Prideš na kakšne kraje, imajo svoje tista glasila, obiskujejo, zapisujejo, zarisujejo, vse kozovce v šolskem okolišu, vse ne vem kaj, vsa čast po nekaterih krajih, sem večinoma pa ne. Predvsem pa v srca mladih je treba dati ljubezen do domovine. Lažje in boljše spoštuješ tuje, če ljubiš svoje. In če si ponosen na sebe. In drugače nastopaš, da ves čas moraš soočenju s tujcem. Tako da je to treba mladim dati, če hočemo dobro naši ljubi domovini. Lepo. Gospa Dušica Kunaver, hvala vam, da ste nam pripeljali v to prvo oddajo tako veliko bogatstvo slovenskega ljudskega izročila, slovenske ljudske dediščine, z željo, da se spet kmalu srečamo v našem studiu in morda od svečnice naprej predstaviva, kakšni so bili običaji. Zatokrat najlepša hvala. Rad bi se pa poslovil od vas z lepo željo, z lepim voščilom, ki je slovenska kolednica in ste jo pravzaprav vi dali natisniti na to lepo voščilnico ob odhajajočem letu in ob prihodu novega leta. Vam, kakor tudi našim gledalkam in gledalcem. Staro leto že odhaja, novo leto nam prihaja. Dosti žita, dosti vina, zdrava bodi vam
družina. Hvala vam. Hvala lepa za ta pogovor in vso srečo in vsem najlepše, gledalcem in vsem. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam za pozornost.